Politična kriza v Somaliji se preliva na ulice Mogadiša. Oboroženi spopadi so izbruhnili pred načrtovanim protivladnim protestom, saj je opozicija obtožila predsednika Hasana Šejka Mohamuda, da poskuša podaljšati svoj mandat, ki se je končal 15. maja, a je bil podaljšan za 1 leto. Medtem pa vlada za nasilje krivi politično motivirane oborožene skupine. Da bi razpravljali o najnovejšem dogajanju, se nam zdaj pridružuje Awais Ahmed, gostujoči sodelavec SNF na Chatham House. Oj, kaj natančno je sprožilo spopade v Mogadišu? Ali se spor v glavnem nanaša na čas volitev ali na mandat predsednika Mohameda Mohameda? Najlepša hvala, da ste me povabili. Mislim, da lahko rečemo, da sta oba dejavnika sprožila trenutne spopade v Mogadišu. Po eni strani je mandat predsednika Mohameda potekel. Prvotni mandat se je iztekel 15. maja 2026 in trdi, da ima še 1 leto mandata zaradi nove ustave, ki jo je parlament spremenil. Kljub spornemu postopku, v katerem nekatere zvezne države članice in opozicijski deležniki niso sodelovali. Po drugi strani pa, ker ima predsednik 1-letni mandat, tudi trdi, da želi izvesti volitve po načelu ena oseba, en glas, kar se v Somaliji ni zgodilo že zadnjih 50 let. Tako so se volitve prej izvajale posredno, kjer so starešine in delegati izbirali člane parlamenta, parlament pa je izvolil predsednika. Trenutno predsednik poskuša preiti iz tega postopka na sistem ena oseba, en glas, kar je še vedno sporno zaradi političnih deležnikov. Nekateri politični deležniki in 2 zvezni članici se prav tako ne strinjata s predsednikovim namenom izpeljati volitve po sistemu ena oseba, en glas. Po drugi strani pa je tudi volilni model sporen, kar povzroča trenutne spopade v Mogadišu. Kako organizirani so trenutno oboroženi podporniki opozicije? Ali gre za resnično organizirano gibanje? Opozicijske skupine so ad hoc zavezništvo, kjer so nekdanji predsedniki, nekdanji premierji, nekdanji ministri in nekateri predsedniki zveznih držav članic. Torej nimajo nekega skupnega cilja, razen da odstranijo trenutnega predsednika iz vile Somalija. Torej, nekateri člani opozicije imajo le to podporo. Ker so Somalci klansko usmerjena družba, imajo svoje lastne člane klana. Bodisi milice ali pa nekatere varnostne sile zvezne vlade. Tako lahko rečemo, da imajo do neke mere močno podporo svojega klana. Še posebej tisti, ki trenutno izzivajo. Predsednik v Mogadišu, ki sta nekdanji predsednik vlade Hasan Ali Kari in nekdanji predsednik ima nekdanjega predsednika Šejka Šarifa Šarahmana. Tako je vsak od njih trenutno nastanjen na mestu, kjer ima njegov klan močno oporišče. In zato je klan zelo pomemben, ko gre za podporo oboroženemu uporu. Bi rekli, da obstaja možnost, da bi to somalske sile odvrnilo od boja proti Al-Shababu? Absolutno. Ne samo v trenutnem kritičnem obdobju, ampak tudi v času legitimne vladavine Hasana Šejka je vlada osvobodila veliko območij izpod nadzora Al-Shababa. Vendar pa je vlada takoj začela s temi spornimi spremembami ustave. Takoj. Ofenziva proti Al-Shababu se je bistveno zmanjšala in povzročila, da so številna že osvobojena območja Al-Shababa ponovno zavzeli njihovi borci. Zato bi to lahko imelo velik vpliv prav zdaj. Awais Ahmed, lepo, da ste danes z nami na i24 News English in da ste z nami razpravljali o najnovejših dogodkih iz Somalije. Cenim to. Ni zakaj.